Predstava Jaz, mene, meni, me. Ki jo bomo delali v bistvu z društvom Sonček, z društvom za cerebralno paralizo. V bistvu naj bi govorila o njihovih zgodbah. Vemo, da ljudje z cerebralno paralizo nimajo veliko priložnosti. Vsakodnevno se znajdejo v situacijah, v katerih se težko sami vključijo v družbo, in zato se društvo Sonček in Zveza Sonček zavzemamo za takšno kulturno okolje. Kjer bo drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnosti sprejeta brez vrednostnih predznakov. Okay. Na nek način bi rad naredil v bistvu eno punk predstavo z invalidi, ne? V kateri bi pač ti ljudje lahko ne vem kaj recitirali ali pa se fine delali, ne? Tako kot si mi pričakujemo od teh ljudi, da se obnašajo. Ne, ampak lahko kričijo, lahko, ne vem, se mečejo po tleh, če si želijo, lahko plešejo, lahko se slinijo, lahko karkoli že, kar so v bistvu, ne? Ker to so in na koncu to smo tudi mi. Mislim, mene najbolj moti v bistvu ta tako imenovani humanizem in ta tako imenovana neka krščanska, kako bi rekel, krščansko usmiljenje itd., ki vse to degradira. Zaradi ljudi, ki si v svojih soseskah ne želijo invalidskih centrov, zaradi vseh teh ljudi je treba to narediti, ne? In jim v bistvu skozi predstavo jasno in glasno povedati: marš v pizdo materino. V bistvu bomo opremljali prostore prizorišča EPK oziroma tudi neke javne prostore zunanje in notranje v Mariboru in v partnerskih mestih. In sicer tako, da bodo bolj prilagojene, bolj prijazne tudi ljudem s posebnimi potrebami. Namen je povedati pač, da ta prostor uporabljajo tudi ljudje s posebnimi potrebami in neke stereotipe mogoče zmanjšati ali pa enostavno vzpostaviti dialog o tem. Kako bi se vi počutili, če ta video ne bi imel podnapisov? Ne, še enkrat. Projekt Prostovoljci na EPK izvaja Zavod Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture, v sodelovanju s Slovensko filantropijo in projektom Mestne občine Maribor City Volunteers. I've always wanted to work within a European project like European Capital of Culture. So when I saw the call, I said to me, okay, I've never been in Slovenia before, and wherever will be the European Capital of Culture in Maribor in 2012, I have to go. And I think that I did the right choice because now I'm working in a really motivated team, Life Touch team.
Postanite del Evropske prestolnice kulture 2012 tudi vi, postanite prostovoljec, postanite prostovoljka, deležni boste usposabljanja, dobili boste prostovoljske uniforme, dobili boste prostovoljski abonma za ogled nekaterih prireditev v okviru Evropske prestolnice kulture, pokrili vam bomo potne stroške za mestni avtobusni promet, dobili boste malico, če boste delali več kot 4 ure na dan, predvsem pa boste dobili veliko delovnih izkušenj. Lahko povem še www.cityvolunteers.si